V prvem delu bomo danes govorili, bom rekel, en tak otroški pogovor. Pogovor dveh otrok in pa kratek pozdrav pomladi. To se pravi, na včerajšnji dan smo prišli do trenutka, ko je prvi pomladanski dan in kaj je dobro v bistvu spomladi narediti. Sem pripravil poleg tega tudi še eno novico, v kateri bomo videli, kako farmacija podkupi medije in na kakšen način so to naredili. Zatem bomo kratko pauzo verjetno imeli in v drugem delu predstavitev sistema 3C. 3C z PowerPointom oziroma z našimi prosojnicami, to bo zanimiva tematika. V tretjem delu bo predsednica društva Iviljana Belis povedala o novem rojstvu, kar je tematsko seveda se ujema z nocojšnjim večerom. In pa celovečerni film Ustava v lisicah ali pa Nothing but the truth. Nič drugega kot čista resnica. To bo za zaključek večera nocoj odličen film. O tem bom potem še malo povedal, kako se lahko film aplicira, potem ko gledate vsebino tudi na današnje stanje v Sloveniji, dogodke in tako naprej. Odličen film za primerjavo s slovensko situacijo in obravnava vlogo žvižgačev, represijo oblasti, korupcijo v politiki in v medijih ter zlorabo zakonodaje za utišanje, nestrinjanje in za namen uvajanja nadzora. In pa še, ker o tem bomo še tudi besedo rekli, danes po noči, ko sem bil še v delu ustvarjanja in pripravljanja pisma in vabila članov, smo dobili obvestilo od Google, da so nas po 3-letni blokadi, so nam odblokirali iskalniku za društvo, ker smo bili seveda nevidni. Ta blok so si privoščili pred slabimi 3 leti, no tako da zdaj Društvo za srečno življenje Belis nima več rdeče pike, ampak ima zdaj zeleno piko na tistem. In je to kar ena zanimiva zadeva, da toliko časa blokirajo stvari brez razloga, brez pojasnila. Kako bi še rekel, se pravi, kar zgineš iz interneta, tudi če napišeš pritožbo, ne veš, komu jo pišeš, ne veš, kaj bi napisal, ker ne veš niti razloga. In če ne veš razloga, zakaj so to naredili, ker so to njihovi pravilniki, tisti pravilniki so napisani tako, da ne veš, na kaj bi se naslonil, se tudi nimaš na kaj pritožiti drugega, kakor samo, da napišeš, naj vendarle vrnejo, pa potem je vse tiho, pa je spet vse tiho. Tako da zdaj pa končno zgleda, da so v menedžmentu nekaj spremenili. Mi smo v ponedeljek spet urgirali kot društvo. No, in danes po noči je pa seveda prišla rešitev in smo zelo veseli v društvu, da nas bodo seveda tudi drugi ljudje lahko našli. No, dajte toliko, kar se tiče današnjega programa. Sedaj pa čisto na kratko gremo k prvemu delu. Pogovor dvojčkov, dojenčkov pred rojstvom. Jaz sem vam to poslal, bom rekel, v enem paketu, v pismo, tudi to zgodbo. In čisto na kratko toliko samo, da ponovimo, ker je res zanimiv pristop. Dva dojenčka se pogovarjata in eden od njiju reče drugemu: a ti verjameš v življenje po porodu? Drugi dojenček mu odgovori: seveda, nekaj mora biti po porodu. Mogoče se tukaj pripravljava na to, kar naju čaka kasneje. Prvi pa se zasmeji: ma, neumnosti govoriš, ni življenja po porodu. Kakšno življenje pa bi to sploh bilo? Pa mu drugi pravi: ne vem, ampak verjetno bi bilo, ali pa bo, več svetlobe, ne veva. Mogoče bova hodila z nogami, mogoče bova jedla z usti, mogoče bova uporabljala roke, mogoče bova uporabljala čute, ki jih zdaj v tej vodi ne moreva niti razumeti. Prvi pa reče: ne govori neumnosti, to je absurd. Hoja je nemogoča, se vidiš, da smo v vodi, pa tudi jesti z usti je nemogoče, če vidiš, da imava popkovino. Popkovina je tista, ki znanstveno zagotavlja prehrano in vse, kar midva tukaj notri potrebujeva. Pa še prekratka je, da bi lahko sploh kamorkoli odšla.
Življenje po porodu je logično izključeno. Drugi pa razmišlja in reče, kaj pa, če je vseeno tam drugače kot tukaj. Mogoče ne bova več potrebovala te fizične vrvice, pa ga prvi pogleda in vztraja uporniško. Če bi bilo življenje po porodu, mi povej, zakaj se potem še nihče ni vrnil od tam? Porod je konec življenja, po porodu pa ni nič drugega kot tema, tišina, pozaba in še kaj. Ne vodi nikamor. Drugi pa reče, ampak kaj pa, če spoznava mamo in ona bo skrbela za naju? Prvi pa se norčuje, mama, ma kakšna mama? A ti res verjameš v mamo? Če mama obstaja, kje pa je zdaj ta mama? Pa drugi modruje in odgovori, ja, ona je povsod, okoli naju. Midva sva del mame, midva sva v njej živiva in brez nje verjetno ta svet ne bi obstajal. Prvi pa reče, jaz je pa ne vidim. Logično je, da je ni tukaj, ker je ne vidim. Drugi pa zaključi, a se ti ne zdi, kadar sva v tišini in resnično poslušava, lahko zaznava njeno prisotnost in slišiva celo njen ljubeči glas? In dragi moji prijatelji, dragi vsi prisotni, tako se v pričakovanju rojevajo stvari, rojevajo otroci, rojevajo vprašanja in v tem času se je rodila tudi pomlad. Dober dan, pomlad, vam zaželim vsem. In to je čas, ko se narava prebuja, narava se prebudi, spet zadiha. Dober dan, pomlad, s tem pozdravom smo priče, kako hribovje ozeleni, vrtače oživijo, sonce pa svojimi žarki topi zadnje sledi zime. Ker pomlad ni le menjavanje letnih časov, ampak čas, ko se zemlja prebudi, srca postanejo lažja, naše misli pa se usmerijo k novim začetkom. Kaj ta čas prinaša nam vsem? In kako lahko toplino sprejmemo v svoje življenje? Torej, pomlad je znak, ki prinaša upanje, prinaša novo življenje. Pomlad je dejansko naravno čudo, ki vsako leto ponovi svojo pravljico. Zasnežene gore in hribe nadomesti z zelenimi metulji, ledeni zrak z vonjem po vlažni zemlji in po čudovitem spomladanskem cvetju. V slovenskih domačih krajih je pomlad od nekdaj povezana s praznovanjem življenja. Ta čas v Sloveniji predstavlja, da tudi v najtežjih trenutkih lahko vse ponovno oživi, po še tako trdi in težki in hladni in zmrzneni zimi. In tako kako lahko izkoristimo to spomladansko energijo? Namesto, da bi pomladi sprejeli kot navadno spremembo vremena ali pa kot neko klimatsko spremembo, sprejmimo to kot priložnost za male osebne revolucije v svojem življenju. Začnimo z aktivnim gibanjem v naravi, saj veste, sprehod, morda do najbližjega hriba, ob reki, ali pa kolesarjenje, ali pa zgolj lenarjenje na travi, z dobrim romanom v roki, ali pa z dobrim sogovornikom, prijateljico, sorodnikom, otrokom. In tako si omogočimo več svetlobe, več sonca in manj zaprtih prostorov. Sedaj je čas za, kako rečejo tistemu, razstrupljanje, detoks, ne? Za digitalni detoks. Pomlad je čas za digitalni detoks, za digitalno razstrupljanje, ko se lahko odločimo za manj časa pred zasloni s digitalnimi napravami in se več pogovarjamo s sosedom, otroki, prijatelji, z družbo, člani, se obiskujemo in tako spustimo tudi več duhovnega in besednega sonca v naše življenje. Torej, pomlad nam vsem prinaša osebno prenovo brez pretiravanja.
vsakdo lahko ta pomladni čas izkoristi tudi za pospravljanje, če želi, za fizično delo, za vrt in tako naprej. Recimo doma lahko razvrstimo omare, obleke, izberemo oblačila, ki jih več ne nosimo, lahko kaj podarimo, lahko kaj oddamo, lahko pa tudi seveda vestno pospravimo do naslednje zime, ali pa nekomu damo, ki bo znal to ceniti. Odločiti se je pač treba, kaj narediti. Lahko pa po drugi strani, če tega opravila ne delate, se odločite recimo za jutranje vaje. Spomladi je to čudovito. To je kot zajtrk s pridelki iz lastnega vrta. Seveda, ko pride čas, ko stvari dozorijo, ko so stvari, ki si jih lahko postaviš na mizo, kmalu bo prišel ta čas. Pomembno je, da se ne obremenjujemo s perfekcionizmom. In zato tudi minutka ali pa 1 minuta pomladnega trenutka zjutraj lahko naredi v tvoji duši čudež. In če v nekem smislu tako nadaljujemo, lahko rečem, vsi čutimo to pomlad tudi v društvu Belis. Danes za to informacijo, ki smo jo dobili in smo jo zelo veseli v društvu, lahko rečemo, da se je na nek način poleg pomladi začelo drugo rojstvo naše. Spet smo vidni na spletu, kjer smo bili slaba, pa to celo 3 leta več človek niti ne ve, absolutno zablokirani, zadimljeni za neko dimno zaveso. Če smo tle v društvu tipkali, seveda IP je pokazal, smo videli, ostalega pa pač ne. In člani Društva za srečno življenje Belis lahko pomlad spremenimo, bom rekel, v čas skupnega veselja, druženja, skupne radosti in predvsem povezovanja in izobraževanja. In namesto, bom rekel, skozi nekih formalnih projektov se lahko lotimo skupnega razmišljanja in delovanja v družbi, da bo življenje še bolj prijazno, da bo naše ime Društvo za srečno življenje še bolj vzcvetelo in pomlad nam to prinaša. In ta čas je lahko širjenje resnih in pravih terenskih informacij. Recimo, če greste v svojem kraju, ne vem, na kavo pa s kom poklepetate, lahko razširite informacijo, ali pa čisto po domače pred kulturnim domom, druženje z lokalnimi prebivalci, sosedi, sodelavci in kot že rečeno, člani Društva Belis. Bo pa zanimivo seveda letos, ker je to predvolilni čas in boste videli, da bo veliko političnih stojnic, kjer nam bodo spet želeli na stojnicah zapakirano v nekih prospektih in obljubah prodati svoje 4-letne obljube, potem, ko pridejo v parlament, se pa vse prelevi v to, kar smo doživeli in kar doživljamo. Tako da vam priporočam, seveda vsem in vsakomur, da te politične stojnice nadaleč zaobidete in se ne pustite ujeti v prazne obljube. Kaj vse na 4 leta ti ljudje prodajajo na političnih stojnicah? In te stojnice so v vsaki vasi, v vsakem mestu, večjem, manjšem, srednjem. In žal, veliko ljudi nima pregleda nad tem. Tako da bodimo kritični, kaj obljubljajo ti ljudje in kako se obnašajo do nas. Za nas, ki imamo zdaj že 5. leto, bom rekel, je dobro znano, da tedensko organiziramo izobraževanja, srečanja. Če kdo rabi podporo v društvu, če je le možno, mu to podporo tudi ponudimo. V kakšnem smislu? Izmenjujemo si praktična znanja, od življenjskih nasvetov, do pogovorov, do pravnih nasvetov, do drugih tematik. Skratka, stvari, ki nam vsem koristijo za naše vsakdanje življenje. In glejte, pomlad, ki se odpira, prej me je Matej popravil, je rekel, 1. april je novo leto, jaz pa pravim v redu, če smo se pa mi zmenili, da bo 21. marec, prvi pomladanski dan, pač to sprejmemo in gremo s tem duhom tudi naprej. In bom rekel tako, poglejte, sedaj se deljenje idej, pogovorov, v to, kar bomo investirali, zelo splača, ker je to pomladni čas. V tem pomladnem času, kaj se zgodi?
Seme, ki ga v tem času damo, pripravimo, posadimo, seveda ni takoj nič vidno, ampak se nam bo vrnilo v obliki cvetja, v obliki obilnega sadeža, v naslednjih letnih časih, ker to dozoreva in tudi mi tako dozorevamo in tudi naše ideje tako dozorevajo, tudi naši otroci in mi z vsem tem tudi, seveda. In zavedati se je treba, da je pomlad brez pravil, saj nas uči, da je življenje cikel, ki se redno ponavlja. Ampak to ponavljanje ima svojo čarobnost, to ponavljanje ni nikoli enako. In brez izjeme prinaša vedno nove priložnosti. Tako nam prinaša vsako leto nove sadove, nam prinaša novo cvetje, se pravi novo poletje, novo jesen, novo zimo in spet novo pomlad. Ne potrebujemo, bom rekel, nekih klimatskih sprememb, ne potrebujemo inovativnih ali gigantskih projektov, ker je narava tako čudovita, ali bom pa rekel nekih fantastičnih rešitev umetne inteligence, ki nam bo povedala, kaj narava je, da bi pomlad, ki prinaša življenje, radost in, bom rekel, novo obdobje, zato lahko kaj bolj ali posebej častili. Ne, pomlad sama po sebi je tako čudovita, da ne rabi umetne inteligence, ne rabi velikih projektov, ne rabi, ne vem, klimatskih sprememb in nas v to tlačiti. Rabi samo to, da se z njo združimo, postanemo eno in se na novo rodimo. Zadostuje celo to, mogoče se boste strinjali z menoj, če stopimo bosi na travo. Kdaj ste zadnje stopili bosi na travo? Ali pa recimo čisto preprosto, postavimo eno fižolovo palico ob zasajenem semenu in kaj se bo zgodilo do jeseni? Lahko pa še bolj preprosto naredimo. Lahko se samo nasmejemo pomladnemu jutranjemu soncu. Dragi moji prijatelji, naj bo ta čas dar, darilo, ki ga sprejmemo z odprtimi rokami in ga podelimo z vsemi okoli nas, z radostjo in veseljem. Ne glede na težave, ki smo jih dali skozi. Kajti radost je seme, ki v poznem času, jeseni našega življenja, prinese radost. Če posadimo bes, pride bes. Če posadimo jezo in sovraštvo, pride jeza in sovraštvo. Zato je zelo pomembno, kaj sadimo v pomladnem času in kaj gojimo čez letni čas in kako skrbimo in seveda jeseni spravimo in poskrbimo za te izdelke. Ali pa za naš karakter. Torej še enkrat, dober dan pomlad, naj nas tvoja svežina spremlja skozi vse dni. Toliko o pomladi. Sedaj pa še novica, za katero sem rekel, da jo vam bom posebej sporočil. Torej, to je novica, kjer bivša ameriška novinarka razkriva farmacevtsko podjetje, farmacevtska podjetja, na kakšen način so okupirala naše medije. To je gospa Shirley Atkinson, nagrajena preiskovalna novinarka in trdi, da je farmacevtska industrija postopoma prevzela nadzor nad mediji. Po njeni oceni in po njenem mnenju se je to začelo že zelo zgodaj, seveda že veliko prej, ampak prav posebej načrtno, namensko leta 2006. Seveda v Ameriki, kje pa drugje. In to se je razširilo po vsem svetu. In Atkinsova pravi, da se je to dogajalo postopoma, vendar so bili znaki prisotni že zgodaj, že v prejšnjem tisočletju, ampak recimo prvi znaki leta 2000. The Daily Show z Johnsonom Stewartom in Morning Joe z Joejem Scarburgom sta te dve oddaji, sta omogočili takrat še mlademu, bom rekel, Robertu F. Kennedyju juniorju, ki je zdaj minister za zdravje v Ameriki, razpravo o varnosti cepiv. On je takrat na teh dveh šovih to seveda povedal. In Scarborough je celo povedal, da ima njegov sin posledice zaradi cepljenja. Ta novinar se je strinjal z njim, povedal, tudi moj sin ima te probleme.
In tudi ta novinarka, ki to poroča, pri katere smo dobili to informacijo, tudi sama Atkinsova je takrat poročala o učinkovitosti cepiva proti gripi, ker je bila takrat, bom rekel, aktivna novinarka, je dobila to na list in je pač poročala, kar je dobila, tako kot se pač to danes počne. Zanimivo pa se je zdelo to, da se je vsa ta vrsta poročanja posebej okoli Kennedyja prav kmalu končala. In ona si je vzela čas, zdaj, ker ni več aktivna novinarka, in je začela to raziskovati. Kaj se je torej zgodilo? Kaj se je pravzaprav zgodilo? Atkinsova priznava, da takrat sploh ni razumela, ali pa vsaj ne popolnoma razumela dogajanja v ozadju, ki se je dogajala v medijskem svetu. Šele kasneje, s časom je ugotovila, da so farmacevtska podjetja začela neposredno sodelovati z velikimi medijskimi hišami, vključno z CBS News, kjer je bila zaposlena, ona je bila namreč tam zaposlena. Potem so medijske hiše in farmacevtski velikani združili moči in lobirali v kongresu. Zakaj so lobirali? Za sprostitev, omejitev oglaševanja zdravil na recept. Atkinsona opozarja, da je bilo oglaševanje zdravil na recept na televiziji v času pred temi dogodki nezakonito v ZDA. Kot je še vedno v večini držav, reklamiranje zdravil je nezakonito. In z lobiranjem so dosegli, bom rekel, vsi ti skupaj in s podkupovanjem, seveda, spremembo zakonodaje. Mediji so seveda po tej spremembi zakonodaje prijemali ogromne količine denarja od oglaševanja. Od oglaševanja. In ta denar ni vplival samo na reklame, temveč tudi na izbiro zgodb. Učinke, pravi Atkinsova, smo začeli čutiti v uredništvu CBS. Lobisti CBS so skupaj s farmacevtskimi lobisti na Capitol Hillu lobirali pri kongresnikih. Rezultat je po njenih besedah uničujoč za javno zdravje. Medtem ko so farmacevtska podjetja sledila dobičku, jih mediji niso več pozvali kot odgovornosti. Financirajo, da jih ne preiskujejo, je dejala. To pa močno vpliva na to, kaj je objavljeno in kakšne zgodbe se pojavljajo v medijih, ki se pravzaprav ne objavijo. Poudarila je, da medijski voditelji niso več iskali uravnoteženosti, ampak je bila cenzura popolnoma odkrita. Enostavno so rekli, čisto preprosto, te zgodbe ne smemo objaviti. Ljudje zato ne smejo izvedeti. Atkinsova je prepričana, da bi morali ameriški mediji delovati nasprotno, kot nadzorni mehanizem, še posebej, če te vloge ne opravlja kongres, ki je zato poklican, da regulira te stvari. Vendar pa se je ta mehanizem zrušil pod težo farmacevtskega denarja. Pravijo, money is king, denar je kralj, in očitno to drži, dokler ga dobivajo. Ko ga pa enkrat več ni, pa jokajo. To, kar se zdaj dogaja marsikje po Ameriki, ko spremljamo, kaj dela Trump, kako preusmerja finance. In ti kanali so se seveda zdaj zaprli, spremenili in ljudje se že kaže, da delajo terorizem. Zdaj, ko so tudi Teslo požgali, pa še marsikaj se bo dogajalo. Tukaj zraven gre pa še ena povezana novica, in sicer nekdanji farmacevtski svetovalec Kelly Mins je v podcastu z Carlsonom Tuckerjem dejal, zdaj pa dobro poslušajte, pravi cilj farmacevtskih oglasov na televiziji sploh ni prodajanje zdravil, ampak odkup ali podkupovanje medijev na račun teh oglasov, kar je po njegovem mnenju javna skrivnost, ampak samo znotraj farmacevtske industrije. In to se je zdaj odkril.
čeprav mnogi ljudje to že dolgo sumijo, je potrditev teh dveh poznavalcev, bom rekel, farmacevta in profesionalnega človeka, ki je bil v medijih, a ne Takarja, to odkritje tako močno in tako pomenljivo, da odmeva po celem svetu. Torej, velika farmacija ima televizijske novice na povodcu in dokler se financiranje ne konča, verjemite mi, niti ene besede o zdravju ne bo. Zdravila, ki jih pa prodajajo preko teh plačanih oglasov, so pa drugorazredna. Zakaj? Ker itak imajo že vse zdravnike pokupljene, itak imajo vse bolnišnice podkupljene, tako da preko oglasov, tudi če teh oglasov ne bi imeli, ne, oni prodajajo pod istimi pogoji. Tako da ti oglasi so zgolj zaradi lepega, zaradi fasade, v ozadju pa z denarjem, ki ga plačajo, kupijo medije in diktirajo, kaj se objavlja in kaj se ne objavlja.